Lepo pozdravljeni na današnjem dogodku v organizaciji SNG Nova Gorica o 25-letnici Evropske gledališke konvencije. Naslov nocojšnjega dogodka je ustvarjanje novega gledališkega občinstva s pomočjo interneta in socialnih omrežij. Mi smo hkrati tudi na Facebook prenesli vse tiste funkcionalne reči, ki jih ponuja naša spletna stran. Se pravi, če kdo želi kupiti karto za SNG Maribor, ne rabi iti na našo spletno stran, pa tam kupiti karto, lahko jo kupi tudi prek Facebooka. Naredili smo tudi to, da vsak, ko kupi karto, da mu potem, če to naredi prek Facebooka, se potem na njegovi strani izpiše, da je kupil karto. In tako širimo pravzaprav informacije, kdo je kam šel, tudi tja, kamor mi sami direktno ne prihajamo, prihajamo pa posredno. Bi mene zanimalo kot teater, kot inštitucijo, koliko mi te zadeve podolesijo k temu, da dobim nove stranke, v tem primeru torej nove generacije. Mi se v Sloveniji družbenih omrežij lotevamo predvsem institucionalno, se pravi, SNG Nova Gorica ima svoje page ali pač svoj profil, SNG Maribor ima to. V resnici pa danes vse marketinške teorije in strategije pravijo, da je vsak umetnik svoj brand in da bi se moral tega zavedati in torej imeti vsak umetnik svojo Facebook stran, svoj Twitter account in sam praktično, če bi želel skrbeti za svojo promocijo, zelo komunicirati preko pač vseh teh družbenih omrežij. Uradna spletna stran je vendarle malo bolj formalna v smislu nekih uradnih informacij, medtem ko je Facebook omogoča bolj sproščeno nagovarjanje in neko sproščenejšo komunikacijo in tudi nek feedback. Razmišljali smo pač tudi, da bi imeli na uradni spletni strani možnost odzivov, vendar nas je nekako premalo, ker bi morali tam na uradni spletni strani vendarle to odzivanje na gledalcev nekako bolj čekirati in usmerjati in kontrolirati na nek način, ker pač vemo, da sicer se na spletu pojavljajo vse mogoče komentarji. Dosežeš neko totalno blokado in potem na premieri koga šokiraš. Bolj bi si mi z vidika komuniciranja želeli, da bi gledalci že naprej pripravljeni na to, kaj jih čaka, ker potem pač iz naših izkušenj, kadar so pripravljeni na to, kar bojo videli, lažje sprejemajo neko idejo, ki morda odstopa od čisto klasične uprizoritve katerekoli predstave, ki jo mi ponujamo. Jaz mislim, da folk ne sme lajkati zaradi tega, ker je 5 novih frendov lajkali, samo premalo novicam zaradi tega, ker bi klele, ker mu bo všeč predstava, ker mu bi všeč igralci, po lajkati. In to se mi zdi pa pripravljeno zdravo vrstno red. Če bomo šli pa in se povedali tako vrstno redu, skratka, da gremo s te po lajke nabijati, pa bomo imeli pač čisto drugačno občinstvo, ki ne bo pač spoštoval umetnosti kot take, in to se vse povezuje, to so vrednote, to je umetnost in pač klele se popolnoma prilagoditi temu ekonomskemu imperativu je smrt, da ocenimo gledališče.